SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem aktualnem SBC-evem podcastu. V prejšnjem tednu smo praznovali, pa se ne vem, če lahko tako rečemo, ampak je pa zagotovo praznoval David Attenborough. Nekateri pravijo eden največjih pričevalcev o tem, kaj se dogaja na našem planetu. 99. rojstni dan je praznoval. Ko sem se pripravljal na ta podcast, seveda ni šlo mimo prebiranja njegovih knjig, ogleda njegovih mnogih dokumentarcev, ki sem jih seveda mnogo, kot tudi vi, verjamem, videl že prej, pa tudi njegove napovedi, njegovega novega, verjetno tokrat pa res zadnjega filma, ampak pri njemu človek res nikoli ne ve, o oceanih. Zapisal je nekoč nekaj pomembnega. Vsaka živalska vrsta je čudež, izumrtje pa je zavedno. A ko živimo v Sloveniji, se nam zdi, da imamo pravzaprav res velik privilegij. Ogromno živalskih vrst, narava je krasna, smo tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Res, da nas zadnja leta morijo klimatske spremembe z hudimi udari, ampak potem se pa to čez mesec, 2 ali 3, razen tisti, ki so doživeli kakšno hudo katastrofo, pozabi in živimo naprej. Pa je res tako. Zato, da lahko dobimo pravi vpogled v to, kaj se dogaja v Sloveniji, kaj se dogaja v Evropi, kaj se dogaja v svetu in kaj se bo dogajalo v naslednjih 20 letih, sem v studio povabil 3 izjemne goste, 3 izjemne strokovnjake in lep pozdrav vsem trem. Zdaj pa, da vas seveda še predstavim, dr. Mateja Kišek-Volk, lep pozdrav iz Maribora, ste se pripeljali, kako je? Ja, je bilo kar naporno na poti, ampak smo že navajeni, Ljubljana je včasih zelo daleč. Ja, neverjetno, ne? Pa tako blizu smo si, ko govorimo o svetu. Dr. Davorin Tome, lep pozdrav. Vas smo sneli, če lahko temu tako rečem, včeraj iz terena, kje ste se potikali? Ja, bil sem malo bolj v hribih, v tem predelu nad Celjem, okoli Črne na Koroškem. Sem pač opravljal svoje redno službeno delo. Kakšna je vaša služba? Glede na pingvina, ni treba, se vas bom potem omenil, zakaj sem vas povabil, ampak živali so tiste, ki vas zaposlujejo. Jaz sem zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo in večinoma delam na področju ekologije, tudi nekaj naravovarstva, tako največ terensko se pa ukvarjam s pticami. Gregor Vrtačnik, vi ste pa kar peš prišli do sem, ne? Ja. Z Arsa prihajate, tudi ta logo zdaj končno pove, da vemo, da je to naša nacionalna agencija Republike Slovenije za spremljanje praktično vsega, kar je povezano z vremenom, klimatskimi spremembami in še čim, ne? Ja, seveda, tudi z ostalimi okoljskimi zadevami, recimo potresi, z spremljanjem onesnaženosti v naravi, s stanjem okolja na splošno, tako da imamo tudi veliko zbirko podatkov in upamo, da bomo v tem obsegu delovali čim dalj časa. A se vam zdi, da vas v zadnjih letih vedno bolj potrebujemo? Vsaj v medijih? Ja, vsaj pri vremenskih ekstremih, recimo poplave leta 2023 avgusta, to so bila verjetno za Arso eden najbolj udarnih dogodkov, tudi smo imeli takrat zelo veliko dela in vsaj občutek na Arsu je tak, da ljudje želijo vedno bolj točna opozorila, vremenske napovedi in pa tudi nasplošno druge informacije, ki pridejo z Arsa. Koliko let spremljate vse te prognoze, napovedi, podatke? Ja, Arso kot naslednik Hidrometeorološkega zavoda, zdaj sam Arso, se pravi, ima funkcijo državne meteorološke, hidrološke in pa nekaterih drugih služb že več kot 20 let. Drugače se je pa recimo bolj zares začelo z napovedovanjem vremena nekje v 60-ih, 70-ih letih prejšnjega stoletja. Zbiranje podatkov pa se je začelo že prej. Že v času Avstro-Ogrske, pravzaprav že v času Avstrije, sredi 19. stoletja, smo v Sloveniji začeli sistematično meriti vreme. Sicer na posameznih mestih, ampak potem se pa s časoma pa to potem razraslo. In Slovenija je bila že od samega začetka pravzaprav v vrhu po tehnologiji in pa tudi po spremljanju vremena je bila pravzaprav v vrhu, svetovnem vrhu, nekako med 20-30 najbolj razvitimi državami in ostaja še vedno. Tako, to je zdaj prvi krog samo zato, da dobre izhodišča ste mi dali podatke, da smo v vrhu. Dr. Mateja Kišek-Volk, v vrhu je Slovenija tudi, ko govorimo to, kar sem rekel v uvodu, ko gre za zeleno pokrajino, za ta biotsko raznolikost. Tukaj me boste seveda verjetno vsi, oziroma vsaj vidva popravila, ampak
mi rečemo, pa kaj se mi sekiramo, ko govorimo o podnebnih spremembah, poglej, vsako leto je celo več gozdov, vsako leto je zaraščenih in poraščenih več kmetijskih površin in travnikov, medtem ko, vi ste rekli, v 60-ih se je že merilo, David Attenborough je v 50-ih začel hoditi s svojo kamero na teren, bil je eden prvih raziskovalcev in snimalcev, takrat nam je kazal, kaj se dogaja, danes po 70 letih pravi, nisem prav optimističen. Kako je torej živeti skozi vaše oči, ki pa spremljate naravo in rastline v Sloveniji in kakšni so pa ti podatki? Ja, jaz kot gozdarka, mogoče lahko na začetku, se pravi 60% površine naše države prekrivajo gozdovi. In če človek ne bi čisto nič posegal tukaj na naše območje Slovenije, bi Slovenija v celoti bila gozdnata, z izjemo tistih res najvišjih predelov. Ne? Na drugi strani pa imamo res, da pred 150-200 leti recimo bilo pa delež gozdov pri nas precej manjši. Ne? Dosti manjši zaradi vseh teh vplivov, ki jih je človek, negativnih vplivov, ki jih je človek imel na okolje in naravo. Res je tudi to, da smo na eni taki rečemo, včasih vroči točki biodiverzitete v tem srednjem delu Evrope, da imamo zelo veliko različnih vrst rastlin, živali, ampak je pa res na drugi strani tudi to, da je od teh vrst zelo veliko ogroženih. Na seznamu ogroženih vrst to so vrste, ki niso tako zelo poznane v javnosti, ki potrebujejo varstvo, dosti bolj kot vse tiste, recimo, mogoče bolj karizmatične in pomembnejše vrste, o katerih smo govorili. Pod vprašanje, morda, če ostaneva pri naravi, najprej, ko sem bral, s čim vse se ukvarjate, kaj vse preučujete, kakšne podatke vse imate. Nekje ste rekli, od smreke se bomo pač morali posloviti. In tako je nekdo spodaj komentiral, pa dobro, pa saj smreka tako ali tako ni bila naša avtohtona vrsta, zakaj spet iščemo problem tam, kjer ga ni? V resnici je v Sloveniji samo 1% gozdnih rastišč, resnično smrekovih rastišč. Torej tam, kjer smreka bi po vseh njenih ekoloških lastnostih uspevala in tam, kjer je resnično paša, če da mogoče malo karikirano povem. Danes pa imamo smreko na 30% lesne zaloge slovenskih gozdov. Pred 150-200 leti je takrat veljala nemška gozdarska šola, to pomeni, da so z gozdovi upravljali kot z velikimi kmetijskimi površinami na nek način in so povsod, kjer so bili gozdovi posekani, degradirani, nazaj vračali smreko. In to so danes gozdovi, ki so odrasli in v obdobju teh velikih podnebnih sprememb se pri smreki to pozna tako, da je enostavno presuho in prevroče in da izgublja svojo vitalnost. In ker izgublja svojo vitalnost, je zelo dovzetna tudi za različne bolezni in škodljivce. In tukaj se nekako začne valiti ta krogla teh težav, zakaj dejansko smreka iz naših gozdov v resnici tudi izginja. In jo bo sigurno v prihodnjih desetletjih bo njen delež se zmanjšal. Povečal pa se bo torej delež naših avtohtonih drevesnih vrst. Gozdarji si želimo predvsem veliko listavcev, plemenitih listavcev, plodonosnih drevesnih vrst, ki bogatijo gozdove. V času podnebnih sprememb je zelo pomembno, da so gozdovi vrstno pestri, ker to bo edini način, da se bodo naši gozdovi na naravni način prilagajali vsem spremembam, ki jih čakajo. Zdaj ste mi dali pa že istočnico za Davorina. Bom podobno postavil vprašanje kot pri kolegici. Slovenija, biotska raznolikost, to je nekaj, o čemer res ne moremo se pritoževati. Imamo medvedov preveč, risa smo vrnili nazaj v naravo, kamorkoli pogledamo, imamo divjadi zelo veliko. Dobro, res, da divjih prašičev nočemo, ampak so pa. Skratka, a nam gre slabo, ko govorimo o biotski raznolikosti naše države? Mogoče najprej, če komentiram to, da imamo medvedov preveč. Kar se tiče okolja, velikosti površine jih ni čisto nič preveč. To je samo pač naš zaključek, se pravi ta socialni dejavnik, ki pravi, da je medvedov preveč. Drugače prostora imajo še vedno dovolj, samo nekako nismo zadovoljni, da bi toliko prihajali v kontakt z medvedi, zaradi tega pravimo, da jih je preveč. Sicer pa
Ja, za te karizmatične vrste, ki jih imamo v Sloveniji, to so sigurno te 4 vrste zveri, pa ene par vrst ptičev. Za njih zgledno skrbimo, tako da se populacije načeloma ne zmanjšujejo več toliko, kot se v preteklosti, mogoče se pri kateri populacija še celo malo povečuje. Ampak poleg teh vrst je pa še na stotine tisoč drugih vrst, za katere pač vemo, se pa populacije zelo hitro zmanjšujejo, za večino njih pa itak ne vemo, samo sklepamo, glede na to, da se pri toliko veliki količini vrst populacija zmanjšuje, ko jo spremljamo, nekako ocenjujemo, da se tudi pri vseh ostalih dogaja nekaj podobnega. Fenomen vetrobranskih stekelj je ena takšna tema, o kateri zadnje čase radi govorimo, sploh potem, ko so Nemci naredili svojo raziskavo in je bila ta vendarle zelo zaskrbljujoča, da je tam poleti masa žuželk celo 82% nižja, kot je bila, ne vem, pred 2 desetletjema. Pa bom dal spet en komentar, ne, ampak po drugi strani pa, ko se pelješ po neki lokalni cesti ali pa po avtocesti in ti ni treba potem ščistiti vetrobranskega stekla in pa tablice, ki je bila včasih res popolnoma črna, pa tudi ne more biti tako slabo. Mogoče bi še to dodal, teh 82% manj, to so zmerali v Nemčiji v zavarovanih območjih. Tako. Se pravi, v tistih predelih, ki ne bi bila, kjer je bila namenjena za varovanje vrst, izven teh zavarovanih območij je še slabše. Ne. Sami treba tudi vedeti, da te žuželke, veliko teh žuželk so opraševalci, ki nam oprašujejo našo hrano in tudi teh je zdaj zaradi tega manj. Veliko žuželk je hrana kakšnim pticam, ki jih radi vidimo in zaradi tega je tudi število ptic manjše in tako naprej. V naravi so vse stvari med sabo povezane. Ne moramo tako enoznačno samo eno skupino ocenjevati, ali jih je veliko ali jih je malo. Gregor, pa še za vas eno vprašanje, povezano seveda s spremembami. Če je bilo včasih jasno, ne, da smo več smučali tudi v slovenskih gorah prej in tudi kasneje, je danes jasno, da se slovenska smučišča borijo seveda z težavami, nujno je treba zasneževati, če želimo sploh imeti kakšno smučarsko sezono dobro. Po drugi strani pa, če je pa malce daljše poletje, pa bolj toplo, pa tudi nekogar ne moti, ker Slovenci pa radi gremo na morje, toplice, vidimo, koliko je bilo zdajle Slovenk in Slovencev za prvomajske praznike pri sosedih, pri Hrvatih, ker je bilo toplo. Ja, pri snegu to je res eden vidik podnebnih sprememb, ki se v Sloveniji, recimo, mogoče so najbolj očitno izraža poleg vročinskih valov za večino prebivalstva. Ne. Vidimo zime, tudi če imajo dovolj padavin, kot recimo letošnja, je pa vseeno sneg res omejen bolj na sredogorje in visokogorje, medtem ko po nižinah je zdaj že, če pade 10-20 cm snega, je to izreden dogodek, ne dobimo več vsako zimo. Recimo tega. So se tudi 50 in več let nazaj so se pojavljale kakšne zime, ko je bilo zelo malo snega, ampak predvsem zaradi tega, ker padavin ni bilo. Zdaj imamo tudi v padavinsko bogatih zimah, imamo mi malo snega po nižinah, ker je meja sneženja nekaj 100 metrov više, kot je bila nekoč. In to se seveda najprej pozna na niže ležečih smučiščih, ki so popolnoma nerentabilna. Ne. Vidimo, kakšne težave so recimo s Pohorjem in s Zlato lisico, da se vse skupaj predstavlja v Kranjsko goro, ampak na dolgi rok lahko tudi Kranjska gora doživi usodo Pohorja, ker če se bo to segrevanje ozračja nadaljevalo, se bo ta meja sneženja, ta običajna meja sneženja in pa tudi meja, do kamor seže snežna odeja, se bo počasi dvigala. In s časoma Slovenija ne bo niti več prepoznavna po teh recimo belih zimah, ampak bomo bolj prepoznavni po vročih poletjih, kot recimo Dalmacija ali pa kakšni deli Sredozemlja. In s časoma lahko pride do tega, da Sredozemlje niti ne bo več zaželena destinacija za poletne počitnice, ker bo enostavno prevroče in mogoče bodo pa razmere v severni Evropi boljše za plavanje in se bodo ljudje raje odločali, da bodo šli tja na dopust, tudi recimo iz Slovenije, ker nazadnje recimo do Grčije ali pa do severa Nemčije neka približno enaka razdalja ali podobna razdalja in podnebne spremembe lahko zelo vplivajo na te turistične tokove. To prvi krog vprašanj, ki sem vam ga postavil, sem vedno dodal še neko tezo, ki tako splošno velja. Ne? Češ, veliko o tem govorimo, ampak sej nam ni tako slabo. Ne, vsi rečejo, dobro, poletje bomo šli pa v Nemčijo, če ni več medvedov in preveč je tudi v redu, če ne bo smrek, bodo pa bukve, pa hrasti, ne, pa bo tudi v redu. Kje vi v svoji tej
profesionalni karieri, ko spremljate podatke zdaj že leta, vidite pa v resnici največje spremembe, ki bi nas pa morale udariti vsakič znova, ko jih vidimo? Kdo pa začne? Kdor želi. Bom jaz recimo eno stvar povedal, ki se mi zdi zelo značilna za današnji čas. Ne? Če pogledamo tako globalno, svetovno, vse vretenčarje, ki so pač na svetu, se pravi od rib do sesalcev, to so pač sem sodijo vrste, ki jih relativno dobro poznamo, približno res vemo, koliko jih je. Ne? In če bi recimo vse te vretenčarje zvagali, ne, bi ugotovili, da 60% te mase predstavljajo naše domače živali. 30% te mase predstavljamo mi, ljudje, okoli 5% pa vse ostale vrste, ki živijo, okoli 65 tisoč teh vretenčarjev. Ne. To se mi zdi zelo tipično, zelo značilno za današnji svet, da prevlada ta dominanca človeka. Ne. In to ima pač svoj vpliv tudi na okolje potem. Mogoče bi jaz izpostavila na tem mestu invazivne vrste, ki prihajajo k nam. Res, da imamo mi zelo veliko pestrost drevesnih vrst, ne? Zdaj, če mogoče grem na to področje, prihaja pa izjemno veliko število invazivnih vrst, ki ne samo, da bodo pri nas prisotne, ampak bodo iz naših gozdov začele zrinjati naše domače vrste, ker so bolj ker preprosto povedano zmagujejo v tekmovanju z našimi avtohtonimi vrstami. In se mi zdi, da v tem svetu globalizacije, ne, ko si pravzaprav vsakdo lahko iz kateregakoli dela sveta naroči domov praktično karkoli, ne, ko ta trgovina poteka v tem enormnem obsegu, lahko pričakujemo v prihodnje teh drevesnih vrst še več. Torej vrst, ki bodo pri nas uspevale in si jih mi nikakor v tem trenutku ne želimo, ker bodo tako zelo spremenile naše naravno drevesno sestavo. Pa ne samo vrste, tudi škodljivci, ki prihajajo. Zagotovo, to je v kompletu zraven, ja. Poznam eno res nenavadno zgodbo, pa mislim, da je res resnična, ne, da so žene svojim partnerjem, možem v ameriško bazo v Aviano pošiljale neke rože oziroma rastline, ki so seveda seboj pripeljale tudi škodljivce, ki so sedaj velika nadloga v Sloveniji, na primer, ne. Ja. Veliko je takih zgodb, kako so v bistvu te invazivne vrste rastlin ali pa živali v bistvu prišle v ta naš evropski prostor. Ne? Pa pogleda zdaj še skozi klimo. Ja, Kaj podnebne. je največ? Ja, sej marsikdo že opazil v zadnjih letih, ne, s čim se bomo vse bolj soočali poleti. Na eni strani imamo poletja, ki nam prinašajo močne vročinske valove, ker so seveda zelo obremenjujoči za prebivalstvo na splošno. Je tudi večja raba energije, večja nevarnost, recimo, da doživimo kakšen mrk zaradi tega električen. Druga skrajnost so bolj mokra poletja, ki so pa običajno niso taka sveža, recimo z občasnim dežjem, kot so bila nekoč, ampak vse bolj pada dež v nalivih, ki so vse močnejši, tudi več neurij s točo in pa močnimi sunki vetra. In to smo pa zelo dobro izkusili julija in avgusta 2 leti nazaj, ko smo imeli tako obdobje 3 tedne dolgo, ko je bilo teh neurij res nepredstavljivo veliko. V tem času, v teh 3 tednih smo mi dobili neurij za 2 ali pa 3 sezone, celi poletni sezoni. Takrat je bila zelo velika škoda najprej predvsem v gozdarstvu in kmetijstvu, veliki obsežni vetrolomi, potem močne padavine pa toča, ki je povzročila tudi veliko škode tudi na objektih. No, potem pa v začetku avgusta 2024 pa tiste silovite poplave, ki so bile zaradi posledic podnebnih sprememb, zaradi toplejšega morja v Sredozemlju in pa tudi Atlantiku so bile bolj silovite te padavine, kot bi bile, če bi bile podnebne razmere take, kot so bile recimo pred 50 in 100 leti. In ta trend, če ga malo potegnemo naprej, nič ne kaže, da bi se to ogrevanje pa te spremembe v bližnji bodočnosti zaustavile. Pomeni, da bomo imeli, se pravi, poleti vse več dela z gozdnimi požari, kot recimo julija 2022 na Krasu, z neurji, kot so bila eno leto kasneje, in pa tudi s pomanjkanjem vode. Se spomnimo, takrat, ko je divjal ta požar na Krasu, je imel en del Primorske tudi velike težave pri oskrbi z vodo. Se pravi, imamo suše, veliko vročino in pa izjemne recimo neurja, toča, padavine, veter,
ki se bodo, kot kaže, pojavljali pogosteje. Ne? In to bo verjetno največji udarec, pa najtežji za Slovenijo. Bo pa prizadel praktično vse panoge, ne? Turizem, kmetijstvo, gozdarstvo, zdravstvo in tako naprej. In tudi infrastrukturo, ne smemo pozabiti, da če bomo imeli nek rekorden vročinski val, imamo lahko težave tudi z infrastrukturo, lahko tudi z energetiko, ne, kako bo z hlajenjem recimo prostorov, ali pa da se nam zmehčajo recimo ceste, železnice in tako naprej, kako se bomo mi prevažali recimo v takih razmerah. Ne. Tako da poletje je bilo verjetno tisti letni čas, ki nam bo prinesel največ težav v prihodnosti. Omenili ste nekaj teh hudih naravnih nesreč, ki so močno vplivali na primer na gozd, žledolom, pa potem lubadari posledično ali pa požar na Krasu. Zdaj se je tam zgodila ena taka hecna situacija, ko smo seveda šli v pogozdevanje Krasa, ker je pomembno, da ga obnovimo, pa so nekateri stari ljudje tam razlagali, če boste pa to sadili, ne, ali pa tako naprej, če ne boste pustili čas, bodo prišle pa divje živali in res zdaj poročajo tam lovci, na primer, da imajo ogromno divjadi, ki seveda hodi zdaj po tem Krasu in še dodatno poškoduje to, kar tam raste oziroma se trudi, da bi zraslo. Kako gre torej zdaj to odpravljanje posledic, kjer smo pravzaprav mi bili krivi zanje? No? Vse to, da se je tam zdaj številčnost rastlinojedih parklarjev povečala, je čist nek običajen pojav, recimo, ne, ko se zgodi en tak velik vetrolom, ali tukaj je bil požar, ne, razvoj gozda se tam v bistvu gre od začetka, ne, na nek način, zato zelo bogato zelično plastjo, grmovnicami in tako naprej. To je zelo veliko rastlinske biomase, ki privablja te velike rastlinojede živali, ne vem, srnjate, lenjate, ne vem točno, katere vrste so tam v porastu. Je pa sigurno to eno tako pomembno vprašanje, na kakšen način obnoviti te gozdove, da bodo spet tiste drevesne vrste, ki bodo na dolgi rok dejansko tam uspevale. Kolikor mi je znano, na Krasu se predvsem trudijo s tem, da bi avtohtone slovenske listavce vnašali v gozdove in ne več črni bor, ki je nekako svojo nalogo na Krasu bolj ali manj dobro opravil, ne, v tem obdobju, ko je na Krasu bil prisoten. Je pa sigurno to bo ena izmed večjih izzivov prihodnje, ne, kako vse te res velike poškodovanja gozdne površine obnoviti na ta način, da bomo relativno hitro spet prišli do nekih gozdnih sestojev, ki opravljajo vse tiste naloge, čeprav hitro, ne. Človeško življenje je veliko prekratko za to, ne, da se nek gozd lahko res regenerira in pa obnovi. Slovenija res ima na primer Naturo 2000, ne? Tukaj smo prvaki v Evropski uniji, kjer imamo zadnja leta v resnici prav drugačen pogovor, ko se pogovarjamo, češ ali ni teh zaščitenih območij pa vendarle preveč. Imamo Krakovski pragozd, na primer, ne? Krokar. Ali imamo v Sloveniji dovolj teh zaščitenih območij, zato da lahko skrbimo za tiste živali, ki bi sicer bile še bolj ogrožene? Ali jih imamo celo preveč? Ja, tako normativno po številkah jih imamo res največ, ne. Zgleda zelo dobro, ampak vprašanje, kaj se dela na teh področjih, ne. V bistvu ta način, to varovanje narave tukaj pa dostikrat ne poteka tako, kot bi moralo. Tako da po površinah je veliko, ampak narava pa kljub temu izginja na teh območjih. Saj zato je z Evropske unije že večkrat so poslali opozorila, ne, da se določene te ključne vrste, ki jih sledimo, da se njihove populacije še zmeraj zmanjšujejo, ne, in je pač treba nekaj narediti, da se to zmanjševanje ustavi v začetku, ne, pa v naslednji fazi. To ljudje še ne vejo, jih bo groza. Bo treba pa te populacije povečati na tisto vrednost, ki so jo imele takrat, ko smo vstopili v Evropsko unijo, ne. Za katere živali gre, da bo kar konkretna? Ja, čisto konkretno, jaz največ poznam, govorimo v glavnem za te spet karizmatične vrste, za katere sploh vemo, kaj se z njimi dogaja, ne. To so večinoma ti večji sesalci, ptiči se relativno dobro poznajo, tako da tudi pri pticah se to in kakšnih dvoživkah. Kar se nevretenčarjev tiče, je pa samo par vrst hroščev, par vrst metuljev in par vrst kačjih pastirjev, pa mogoče še kakšna vrsta zraven, za katere sploh vemo, ne, kaj se z njimi dogaja. Se pravi, da obstojejo nek
vsaj približno zgleden monitoring, s katerim se da ugotoviti, da se populacija povečuje ali zmanjšuje. Ne. Vse ostale, za večino ostalih pa v resnici sploh ne vemo, kaj se dogaja. Tukaj vas moram zdaj vprašati, ko gre naprimer David Attenborough ali pa kdorkoli po svetu, pa nam pokaže velike kite. Vsi razumemo, da kita si pač želimo gledati še čez 20-30 let, ali pa severnega medveda, sam sem ga videl v živo in si želim, da bi ga tudi naprimer moji hčerki. Ampak ko govorimo pa o cekinčku, je pa v resnici res na poto, ker če pa ne bi bilo tega cekinčka, dobro, do Maribora bi se enako dolgo vozili, ampak do Kočevja bi bili pa prej, ne? Ja, to je, pri teh metuljih je tako, mogoče tudi niso najboljši primer, so pa tudi vrste, ki vsem ljudem nagajajo, recimo kakšni komarji pa klopi, Tega, če bi ljudi vprašali, bi se vsi tega znebili, Ampak to je recimo glavna hrana za nekatere vrste ptic, Bolj moramo sprejeti, da če tega ne bo več, bo tudi, 1% ptičev zaradi tega izginil, in tako naprej, ker je pač vse povezano v naravi. A je naše razumevanje sveta, v katerem živimo, pač takšno, ali se motim? Če rečemo, dobro, zdaj imamo, 100 kitov nekih določene vrste, in treba je skrbeti, da teh 100 kitov ostane. In hitro pozabimo, da jih je bilo še pred 30 leti pač 5000, naprimer. A je to, da mi danes skrbimo za neko določeno populacijo, v resnici hinavsko, ker se ne zavedamo, da smo že toliko izpraznili ta planet in da želimo zdaj za prihodnost obdržati nekaj teh vrst, kot da je to nek naravni živalski vrt. Mislim, hinavsko ni, ker se pač vsi zavedamo, da če ne bomo hinavci, če ti rečemo, pa bojo vsi pocrkali in pa bo vrsta izumrla in to je konc. Enkrat, ko vrsta izumre, je ne moreš več vrniti nazaj. Tudi s tem genskim inženjeringom sicer neki govorijo, da bi se dali potem določene vrste povrniti, ampak to ne bo več ista vrsta, ker sigurno bo zrasla v drugem okolju, vsaka vrsta je tudi v bistvu navezana na svoje okolje in okolje določa to vrsto. Zdaj, če boš ti eno vrsto umetno vzgojil, to ne bo ista vrsta, kljub temu, da bo imela mogoče genski zapis skoraj identičen od tiste. Kako je pa z izginjanjem rastlinskih vrst po svetu? Kako hitro pa tukaj izgubljamo to biotsko raznolikost? Vemo, naprimer, primere iz Južne Amerike, kjer vsak dan posekajo ogromne površine samo zato, da posadijo sojo ali pa palmova polja v Aziji, naprimer. Kako je s tem? Kakšne so številke? Zdaj, točnih številkah bi na tem mestu tukaj težko govorila, dejstvo pa je, da je v svetu več tisoč drevesnih vrst, ki so tako zelo redke oziroma tako zelo malo številčne, da so na pragu izumrtja. To so predvsem drevesne vrste v teh tropskih gozdovih. Tam je tako vrstno tako velika pestrost v teh gozdovih, da je včasih tako karikirano, pa mogoče malo pretiravam, ampak ni daleč od resnice, da je skoraj vsako drevo na 1 hektarju tropskega gozda druga vrsta. Tako velika pestrost je, to si pri nas mogoče celo težko predstavljamo. Sigurno pa so deževni gozdovi v svetovnem merilu med najbolj ogroženimi. In če govorimo tukaj, če mogoče primerjavo naredimo z našimi gozdovi, pa smo vendarle lahko malo bolj optimistični, ker imamo Slovenci to zgodovino sonaravnega gospodarjenja z gozdovi že kar močno zasidrano in tudi če primerjamo z drugimi evropskimi državami, ravno tako razvitimi, je to razmišljanje o sonaravnem pa trajnostnem gospodarjenju z gozdom pri nas res razvito, in ga poskušamo na naravi čim bolj prijazen način tudi implementirati v naše gozdove. Pri okolju je pa tako, da imamo pa dostikrat občutek, čeprav tudi pri tropskih gozdovih razumemo, da so to pljuča sveta, ampak ker je to nekje daleč, mi imamo pa svoj gozd, se nam zdi pa dobro, vse kar v redu, ampak ko gre pa za podnebne spremembe, je pa drugače. Mi rečemo, ta mala Slovenija pravzaprav nič ne more prav veliko prispevati ali pa odvzeti temu, kar se dogaja po svetu. Samo poglejte Ameriko, pa Trump je zdaj izstopil iz podnebnega sporazuma, da o Kitajcih niti ne govorimo, Indijcev še merimo nedobro. Kako vi vidite ta vpliv, naprimer Slovenije, 2 milijona ljudi na to, kar se nam dogaja? Ali sploh je? Ja, 2 milijona prebivalcev na 8 milijard, kot jih ima trenutno Zemlja, je res praktično zanemarljivo. Po drugi strani
je pa povprečen prebivalec Slovenije pa nadpovprečno odgovoren, če gledamo glede na celo zemljo, ker v teh 8 milijardah ljudi imamo večino precej revnega prebivalstva Azije, Afrike, tudi nekaterih drugih delov sveta. In tukaj pa, če bi vsi tako živeli, kot živimo v Sloveniji, tako recimo potratno, ne, bi bile te podnebne spremembe še veliko bolj izrazite. Ne. Kar pomeni, da kot posamezniki bi bili, glede na to, da podnebne spremembe ne poznajo meja, da se ogljikov dioksid praktično enakomerno razporedi po celem svetu, ne glede na to, odkot izhaja. In pa to pomeni vsaj moralno, da bi si morali kot prebivalci zemlje v Sloveniji prizadevati, da zmanjšamo vpliv na okolje, se pravi na eni strani prek zmanjšanih izpustov toplogrednih plinov, prek zmanjšanih izpustov trdih delcev v ozračju, recimo tako imenovanih PM10, prek zmanjšanega vpliva na druge vidike okolja, ne onesnaževanje predvsem, tukaj mislim. Tako da za dolgoročni uspeh vedno potrebujemo posameznike, ki si prizadevajo za to, da zmanjšajo recimo svoj vpliv na okolje, pa hkrati država, ki jim pomaga, da jim to lahko sploh uspe, brez kakšnega silnega recimo odrekanja, ali pa ne, da bi bilo nemogoče, tehnično nemogoče recimo tako izvesti. Ne. In Slovenija, kljub svoji majhnosti, kljub temu, da nas je samo 2 milijona, bi lahko postala zgled recimo za to, kako se spopada s podnebnimi spremembami na eni strani, kako zmanjšuje svoj vpliv kot recimo prebivalec, ne. Po drugi strani pa kako se prilagaja na podnebne spremembe. Se pravi, da smo čim manj ranljivi na vremenske ekstreme, pa na podnebne spremembe, ki nas še čakajo. Ne. Recimo avgusta 2023 pri tistih poplavah ne bilo presenetljivo, glede na gospodarsko škodo, ki smo jo takrat utrpeli, smo imeli izredno malo smrtnih žrtev. Poplave, ki so bile, mislim, da 2 leti prej v Nemčiji, so zahtevale 200 življenj, so bile samo nekajkrat hujše po gospodarski škodi. Ne. Tako da v tem pogledu Slovenija ima izredno dobro razvito civilno zaščito, tudi recimo odziv prebivalstva na naravne nesreče je zelo dober v primerjavi z večino sveta. Še vseeno pa sami povzročamo podnebne spremembe, ki pravzaprav privedejo do večjega števila teh vremenskih ekstremov. O teh spremembah bi govoril z vami, ko gre za živali. Kakšne spremembe opažate pri vedenju živali, ne vem, v zadnjih 20, 30, 40 letih? Kaj se je spremenilo? Morda kar vidimo, pa tudi tisto, česar ne vidimo, no? Ja, glede samega vedenja pri živalih, to bi težko govoril, ker tega ne spremljamo tako zelo. Ne. V bistvu večinoma, kakor spremljamo stanje biodiverzitete, je s populacijami, se pravi velikost populacije, ne, se pravi koliko osebkov neke vrste v okolju živi. No in tukaj tudi največ teh podatkov obstoja za vrtenčarje. Recimo znano je, to mislim, da je tam WWF da je objavil, da je v zadnjih 50 letih ta biomasa teh vrtenčarjev prosto živečih, da se je zmanjšala za več kot 70%. Ne. Se pravi, da so se te velikosti populacij teh vrst, katere pač nadzorujemo z monitoringom, so se zato zmanjšale, da se je ta biomasa v bistvu skrčila za približno 3/4. In to se mi zdi tudi pogosto, no, ko govorimo o krizi biodiverzitete, pa pač ljudje pa sprašujejo, koliko vrst je pa izumrlo. Ne. Ta število izumrlih vrst se mi zdi zelo slab pokazatelj tega vpliva na biodiverziteto, ker je izjemno težko sploh potrditi, da je ena vrsta izumrla. Ne. Da recimo za nosoroge pa slone ni problem, ker imamo vse preštete, točno vemo, kje so. Samo pa še ostalih 10 tisoče vrst, ker niti ne vemo točno, kje vse živijo. Pa tudi, če smo ugotovili, da na enem travniku ni več, mogoče pa 100 metrov stran tam še zmeri. Ne. Zato se mi zdi bistveno boljši pokazatelj ravno te monitoringi, se pravi te spremembe velikosti populacij, ker to je v bistvu samo izumirjanje itak en proces. Ne. In ta proces začne se z zmanjševanjem velikosti populacije, ki ga mi relativno dobro lahko nadzorujemo, konča se pa ta proces potem z izumrtjem, ker ta zadnji osebek pogine. Ne. Tako da v bistvu te podatki z biomonitoringov, se pravi z nadzorovanjem velikosti populacij, so bistveno boljši pokazatelj
kaj se dogaja z biodiverziteto. In kot sem rekel, v zadnjih 50 letih globalno se je za 75% ta indeks zmanjšal, medtem pa, če bi recimo ugotavljali, koliko vrste je izumrlo, to pa mislim, da je v zadnjih 500 letih za vretenčarje, da je dokumentiranih 500 primerov samo, ne, kar je relativno malo, ampak samo zato, ker je zelo, zelo težko potrditi, kdaj je vrsta izumrla. To imate prav, ravno ta teden sem videl nek članek, kjer so napisali, znanstveniki niso mogli verjeti, srečali so globokomorsko ribo, za katero so mislili, da je že izumrla. In je to ta obrnjeno razumevanje sveta, če saj smo eno še našli, saj nam ne gre tako slabo v resnici. Ja, kar se dogaja globoko v oceanih, tam itak nič ne vemo, ne? Čist nič. Ne? Je pa načeloma nek standard velja, da za eno vrsto, da jo lahko razglasimo za izumrlo, če 50 let ni nobenega podatka o njej, ampak ne, da smo samo čakali, če se bo pojavila, ampak da smo jo aktivno iskali 50 let. Ne? Pa še se potem tudi čez kakšna najde. Vi ste zdaj omenili to izgubljene vrste. Našel sem izumrtje rastlinskih vrst. Analiza iz leta 2019 je kazala, da je v zadnjih 250 letih tudi izumrlo, 571 rastlinskih vrst, kar pa je 4-krat več, naprimer, kot kadarkoli prej. Pa še izguba gozdov med 2010 in 2020, to je zgolj desetletje, smo izgubili 4,7 milijona hektarjev gozdov, kar je seveda nepredstavljivo. Zdaj, kaj to pomeni? Kaj se bo zgodilo, naprimer, ko bomo presegli tisto mejo, ko bomo rekli, ok, deževnega gozda je manj kot, to smo verjetno že, ampak vendarle, ko bomo rekli, zdaj smo posekali pa toliko, da zdaj se moramo pa začeti resno spraševati. Jaz mislim, da smo že posekali toliko, da se je treba začeti resno spraševati, in če bo s takim trendom še dolgo šlo naprej, si niti ne želim razmišljati, kaj vse bo to prineslo za sabo. Ne? Je pa dejstvo, da rastline nimajo nog, da morajo spakirati in iti na drug konec sveta, da se rastline dolgo časa prilagajajo. Ne? In ta hitrost, s katero te podnebne spremembe potekajo, ne, v zadnjih letih, je tista kritična stvar, ne, zakaj je tako zelo veliko izumrlih rastlinskih vrst. To pa seveda vse potem celoten ekosistem, ne, potegne za sabo in pa spremembe v njem. Pri tej klimi je tudi tako, ljudje že lahko spakiramo pa gremo, živali ponavadi tam ostanejo, enako velja tudi za rastline. Koliko se pozna naprimer na vsem delovanju daleč naokoli, če se temperatura morja, ta primer Sredozemskega morja in nam kaže, kakšne padavine smo potem imeli. Zdaj se veliko pogovarjamo o oceanih, kjer se temperatura tudi dviguje in seveda to vpliva na življenje živali, ampak kaj vse to prinese za seboj? Ja, oceani so zlasti za Evropo zelo pomembni, ker nam omogočajo mile zime. Brez atlantske meridionalne cirkulacije oziroma toka, ki dovaja toplo vodo iznad ekvatorja in okoliških območij proti severu in potem ta voda zavije proti Evropi, brez tega toplega toka, ki sprošča toploto predvsem v zimskih mesecih, bi bilo podnebje Evrope bolj podobno podnebje Kanade, kot recimo temu, kar imamo zdaj. Kar seveda pomeni, da se praktično vsa severna polovica Evrope svoji naseljenosti ima za zahvaliti pravzaprav temu severnoatlantskemu toku. In nekatere študije, zlasti v zadnjih letih, kažejo, da se nam pa utegne ta tok zelo zmanjšati, zelo upočasniti ali pa celo praktično izginiti. Iz preteklosti vemo, iz različnih geoloških dokazov vemo, da se je to dokaj pogosto dogajalo v času poledenitev. Se pravi, zadnja poledenitev se je končala pred dobrimi 10.000 leti in 13.000 let nazaj približno je bil zadnji tak dogodek, ko se je ta severnoatlantski tok oziroma bolj strokovno rečeno atlantska meridionalna cirkulacija ustavila in takrat se je v podnebje v Evropi kar močno hladilo za več kot 1000 let. In se je tudi flora in fauna sta se takrat v Evropi zelo spremenili. In to obdobje imenuje mlajši Drias, prav poimenovano po neki rastlini, ki uspeva v zelo hladnih pogojih in je takrat po Evropi zelo razširjena. Danes najdemo so ta rastišča v Sloveniji zelo redka, najdemo recimo nekaj na Snežniku in še ponekod. In recimo taka ustavitev morskega toka lahko Slovenijo v nekaj desetletjih pahne v
nekaj stopinj hladnejše podnebje, v bistvu še hladnejše, kot smo bili pred industrijsko revolucijo, pri čemer bi imeli pa največjo težavo v tem, da bi bila poletja podobno vroča, kot so danes, mogoče kakšno stopinjo 2 manj, zime bi bile pa lahko tudi 10 stopinj hladnejše. Se pravi, to naše podnebje bi bolj spominjalo na podnebje neke vzhodne Evrope, recimo Poljske, Ukrajine, mogoče celo Rusije, ko bi imeli manj padavin, večje hode, večje razlike med poletjem in zimo, seveda naše živalstvo in rastlinstvo, pa tudi infrastruktura, način življenja temu ni prav dobro prilagojen, s tem imeli velike težave. Še huje bi bilo pa to recimo za severno polovico Evrope, kjer bi se pa, recimo če tako mogoče bolj plastično povem, bi se spopadali z ledenimi gorami na morju. Po zimi bi se te ledene gore, ki so zdaj zaradi tega toplega toka udrinjene daleč na sever, praktično na srednji del Arktike, bi se te ledene gore začele pojavljati tudi v obalah Škotske, Irske. Da ne govorim, Islandija bi bila praktično zavita v letu okrog in okrog in bi tako vplivala, se pravi, ta velika ohladitev bi vplivala na vse vidike življenja. Tako, podnebje bi se še bolj spremenilo, kot se je spremenilo zaradi teh tekočih podnebnih sprememb. Če nisi strokovnjak, kar vi seveda ste, ker se s tem profesionalno ukvarjate celo življenje, gledate, zato sem na začetku vprašal, kdaj obstajajo te meritve, koliko časa, že to vemo. Potem lahko na X-u, nekdanjem Twitterju, vendarle napišeš, kaj pa oni govorijo o segrevanju ozračja, se v resnici se pa ohlaja. Ja, ohlajajo se nekje do leta 1850, če bi gledali podatke recimo za zadnjih nekaj 1000 let. To je bilo neko naraven trend, počasen trend ohlajanja, ampak res počasen. To govorimo o kakšni desetinki stopinje Celzija na 1000 let. To so res počasne spremembe. Zdaj imamo trend segrevanja 2-3 desetinke stopinje na desetletje. Se pravi, ne govorimo več o 1000 letih, ampak govorimo o desetletjih. In ta trend je res tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče. Ta trend segrevanja je prehiter, da bi se živi svet na Zemlji temu uspešno prilagajal, vsaj v večji meri. In je to nekaj, kar res zaznamuje to sedanje obdobje. Tudi v času prehoda med ledeno dobo, pa med ledeno obdobje in obratno, so bile te spremembe relativno počasne, pa takrat je prišlo do velikih sprememb v živalstvu, pa rastlinstvu so tudi kakšne živalske rastlinske vrste zaradi tega izumrle. No, zdaj je pa ta problem pa ravno zaradi tega hitrosti sprememb pa še toliko bolj pereč. Ker če gledamo pa daljšo zgodovino Zemlje, nekaj 100 milijonov let nazaj, smo pravzaprav nahajali v nekem hladnem obdobju. Zemlja je bila večino časa, zadnjih nekaj 100 milijonov let bistveno toplejša, kot je danes. Ampak seveda življenje je bilo temu prilagojeno. Danes pa smo prilagojeni na neke drugačne razmere. In tudi za človeštvo samo so pretirano tople razmere, so zelo slabe, ker potem pomeni, da je precejšen del planeta nenaseljiv. Zelo težko bi bilo za človeka zdržati recimo v podnebju, kjer je običajno zjutraj 30, čez dan pa 40 stopinj, pa hkrati še visoka vlažnost. To so za človeka že smrtno nevarne razmere. In tem razmeram se na žalost v nekaterih delih sveta že bližamo. In nekatere študije recimo kažejo, da bi lahko v teh slabših scenarijih čez nekaj desetletjih bila nekatera območja, in to celo gosto naseljena območja Azije in Afrike, v nekaterih delih letih praktično neprimerna za življenje, ker če bi v tisti vročini zdrav človek stopil ven, bi lahko v nekaj urah podlegel vročinski katki, ker enostavno se ne bi mogel dovolj ohladiti. In nekaj podobnega sicer že imamo v Španiji, v Grčiji poletje, ko govorimo, kakšne so posledice takšne vročine. Ampak nekaj smrtnih žrtev. V Španiji pa Grčiji običajno ta vročina dokaj suha, se pravi z nizko vlažnostjo. Imamo pa recimo Indijo, Bangladeš, območje okrog ekvatorialne Afrike, kjer je pa ta recimo vročina po domače povedano vlažna, se imamo visoko vlažnost in hkrati visoko temperaturo, ob tem nam tudi potenje ne more kaj dosti pomaga, da bi se ohladili, in to so res zelo slabe razmere, recimo še posebej, če za recimo ljudi, ki fizično delajo na teh območjih. Kaj se bo zgodilo čez 20-30 let? Če zdaj pogledamo desetletje naprej ali pa 2, kakšne so predvidevanje, naprimer, pa najprej ostaniva doma. Vi spremljate, ravno prej ste mi rekli, da ste snemali posnetke ptic, da ste vedeli, koliko jih je, koliko se jih še oglaša. To boste zdaj primerjali z zapiski izpred desetletja ali pa 2. Kaj bomo slišali v slovenskem gozdu ali pa na travniku morda čez 2 desetletji, ko bodo moje hčerke stare 25 let?
Tako, situacija v Sloveniji je trenutno, kar se teh vrst tiče, najbolj kritična prav na travnikih, se pravi na teh območjih, ki so bolj pod nadzorom kmetijstva. V gozdu se zadeve spremenijo malo bolj počasno, ker sta pač te razlike v samem gospodarjenju. In čez 20-30 let jaz pričakujem, da se bo to upadanje vsaj teh karizmatičnih vrst, ki jih nadzorujemo, da se bo ustavilo. Že zdaj kaže neke znake ustavljanja, ampak moramo pa vedeti, da to je pa ustavljanje potem, ko je za mogoče 80% upadlo. In taki ekosistemi s toliko majhnimi populacijami niso trajni, to ne more preživeti. Se pravi, bo naša naslednja naloga po teh 20 letih, da bomo te populacije spet ukrepili, kar bo pa še težje kot zdaj, ko moramo ustaviti te upadanja. Samo vse kaj dosti druge izbire v resnici tudi nimamo, zato ker biodiverziteta je, in samo tista biodiverziteta, ki je v bistvu trajna, ki se sama sebe vzdržuje, to je tisto, od česar smo ljudje odvisni. Zaradi tega moramo to ohranjati. Ljudje nujno rabimo v življenju kisik, rabimo čisto pitno vodo, pa rabimo hrano. Zdaj, za čisto pitno vodo, kje dobimo vodo, kdo jo čisti, pač te organizmi v okolju. Tudi recimo čistilne naprave, ki jih imamo, se v bistvu čistilna naprava ne čisti vode, ampak tisti organizmi v čistilni napravi, se pravi biodiverziteta je tista, ki nam nudi čisto vodo. Za kisik tudi vsi vemo, pač rastline, večino te alge proizvajajo kisik, brez biodiverzitete bi ostali brez kisika, bi nas hitro pobrali. In kar se tiče organske hrane, biodiverziteta je ta hrana, ki jo rabimo. Se pravi, to na nek način tako ali drugače bomo morali ohraniti. Bi kar podobno vprašanje tudi vam postavil. Glede na to, da je v Sloveniji trend veliko opuščanje kmetij, da jih imamo v resnici sploh te visokogorske, praktično na tedenski bazi, ko ena propade, ker se seveda ne odločijo za naprej kmetovanje, ker se ne izplača. Kaj pa nas čaka, ko pogledamo naravo, se pravi to zeleno Slovenijo čez 20-30 let? Ja, zdaj z gozdovi o gozdovih je treba razmišljati trajnostno in res na dolgi rok. Že zadnja desetletja je nekako cilj v gojenju naših gozdov, da to, kar smo že prej rekli, se pravi, da bi gozdovi bili čim bolj vrstno pestri, da se vračajo avtohtone vrste listavcev, tiste vrste recimo plodonosne, ki so izjemno pomembne za naš gozdni ekosistem. In mislim, da v tem v resnici za gozd kratkem obdobju 20 ali 30 let se to nekako bo poznala, da bo delež smreke zagotovo se zmanjšal na račun mogoče teh avtohtonih drevesnih vrst, povečal pa se bo, po mojem mnenju, delež toploljubnih listavcev oziroma tistih vrst, ki so prilagojene na take malo bolj sušne razmere, na višje temperature. Se pravi, to, kar pri nas raste, recimo v primorskem svetu, se zna bolj proti notranjosti Slovenije pomakniti, ker nekaj študij je bilo o tem že narejenih, kako se bo pač ta drevesna sestava spreminjala. Mislim, da bolj zelena potem, bo še več gozdov, glede na to, da bodo ti travniki verjetno neobdelani, polja tudi. Ne bi si upala tako trditi, no. Mogoče te kmetijske, trenutno je trend v predvsem teh visokogorskih kmetijah, da se opuščajo. Ne bi si pa upala reči na dolgi rok, da bo to tako. A lahko iz gozda stopiva še med sadovnjake, ker vem, da na drevesa pač se spoznate. Ravno zdaj sem bil priča eni zgodbi na Dolenjskem, Posavju bodo pravilno rekli, kjer so posekali sadovnjak, kjer so jim pred 30 leti strokovnjaki svetovali, ta dolinica je odlična za to, da bi tukaj rastlo sadno drevje, predvsem jabolka. Po 30 letih in po zadnjih desetletju, ko smo imeli, mislim, da 7 pozeb, so seveda ugotovili, da tukaj ni nobene ekonomske računice in so zdaj celoten sadovnjak podrli. Kako bo pa s tem, naprimer, to prilagojenostjo sadnega drevja, naprimer, tukaj Slovenija vendarle ne samo oskrbna pri kakšni stvari, pa saj ni, ampak je pa to tudi pomembna panoga. Zdaj, vse te moderne, kako bi rekli, novejše sorte, znajo biti tudi zelo občutljive na vse te razmere in na recimo zgodnje pozebe, na razne škodljivce, viruse, bakterije, vse, kar pač sadno drevje napada. In čisto konkretno, ko ste govorili o nasadu jablan,
Jaz sem v svoji doktorski nalogi proučevala pravzaprav jablane in pa križanje jablan z lesnikami, torej z divjimi jablanami. In pokazalo se je, da v resnici zelo pogosto, strašansko pogosto prihaja do križanja med obema drevesnima vrstama in da na račun teh gojenih vrst v resnici genom lesnika izginja iz naših dreves oziroma iz dreves, ki pač rastejo pri nas. Je pa tudi izjemno težko določiti lesniko in pa žlahtno jablano, ker tudi na podlagi teh morfoloških znakov, ki jih mi poznamo, za katere mi mislimo, da vemo, ne, kaj pomeni lesnika in kaj žlahtna jablana, potem genetika zadaj pokaže nekaj čisto drugega. Mogoče je tukaj rešitev v tem, da bi se kakšno bolj naše domače sadne vrste gojile oziroma tiste, ki so nekako prilagojene na naše okolje. Je pa seveda tukaj zadaj trg, ne, in neke zahteve ljudi, konec koncev tudi po sadju in po vsem teh kmetijskih proizvodih, ki jih kmetje proizvajajo. Na sadno drevje in jabolka sem šel prav zato, ker ko sem gledal, s čim vse se ukvarjate, sem videl, kakšna je bila vaša naloga. Tudi tukaj bom postavil vprašanje, pa saj ste mi že prej kar precej orisali, ne preveč lepo sliko, kaj nas čaka, ampak vendarle, ko govorimo o prehrani, o živalih in o rastlinah, govorimo, češ, saj to je že v redu, ampak velikokrat pa pozabimo, da vse to, kar se dogaja, še kako vpliva tudi na prehrano. Če imajo v Španiji, na primer, suše že v januarju, kar se je na primer zgodilo lani, so imeli že težave z zelenjavo in kar naenkrat je cena zelenjave v Sloveniji tudi zrasla. Kaj nas pa tam čaka, ne vem, čez desetletje? Ja, zdaj trend globalnega segrevanja se bo verjetno nekaj časa še nadaljeval, ne? Tako približno takem obsegu, kot se recimo odvija v zadnjih 3-4 desetletjih. Največja nevarnost recimo na globalnem nivoju pa preti od recimo posameznega leta, v katerem bi imeli na prehransko ključnih območjih, tam, kjer imamo recimo največjo predelavo hrane, hkrati neprimerno vreme oziroma slab pridelek, ne? Recimo, da bi hkrati v Braziliji, v ZDA, Rusiji, pa še ponekod drugod, da bi bil velik izpad pridelka, ne? Ker bi to zelo zaostrilo recimo lakoto, pa tudi sam trg, globalen prehranski trg bi bil pod zelo velikim udarom. Zdaj, če sem trdja kakšen vremenski ekstrem udar, ne, niti ni tak problem, ker se hrana tako kar sorazmerno dobro prenaša po svetu, saj seveda za bogate države to ni problem, ne. Ampak če bi pa globalno kar naenkrat udarali to recimo več regij hkrati, ne, bi bil pa to velik problem. In to recimo s tem so se že nekatere večje zavarovalnice tudi ukvarjale, recimo znana je študija pozavarovalnice Lloyds, da bi bil to izredno hud udarc za človeštvo. Druga stvar, ki je pa recimo bolj lokalna, ne, če gledamo Slovenijo, je pa, da v kmetijstvu vidimo vse večjo škodo zaradi suš na eni strani, pa recimo neurij na drugi strani. Tudi marsikakšna rastlinska vrsta, oziroma kultura, ki smo jo navajeni predelati v Sloveniji, v določenih območjih že slabo uspeva, ker enostavno je pretoplo, prepogosto recimo imamo opraviti s sušo ali pa z pač drugimi neprimernimi razmerami. V zadnjih desetletjih recimo najbolj zanimiva stvar so pa ravno te spomladanske pozebe, ki so že, če bi nekoga vprašali 15 let nazaj, tudi klimatologa ali pa mogoče celo agronoma, kaj pričakuje selišča pozeb v naslednjih desetletjih, bi verjetno odgovoril, verjetno ne bo kakšnih bistvenih sprememb, ne? Ker imamo mi daljšo rastno dobo, imamo višje temperature, pričakujemo tudi, da se ti prodori hladnega zraka, da niso več tako izraziti kot nekoč. Ampak zanimivo, v zadnjih 10 letih smo imeli pa v večini let, smo imeli po prezgodnjem cvetenju, smo imeli na to prodor hladnega zraka, ki je bil tak recimo za stare čase 50 let nazaj in več, čisto običajen, ampak ta kombinacija prezgodnega cvetenja in pa nekega izrazitega prodora hladnega zraka pa naredila katastrofo v sadjarstvu predvsem. In tudi letos recimo je bila marsikje pozeba. No in glede tega, ne, je pa možno, še zlasti, če nam bo začel nagajati ta severnoatlantski tok, je pa možnost, da bomo imeli sadjarstvo s tem vse večje probleme. Namreč, če
bi se recimo severni Atlantik segreval prepočasi ali pa bi se celo ohlajal, na drugi strani bi pa mi pomladi imeli zaradi toplega vremena vse bolj zgodno cvetenje, bi pa imeli vse bolj pogoste težave s to, recimo s pozebo. Tako da kmetijstvo se bomo tako ali pa drugače se bo mogli prilagoditi na podnebne spremembe, pa tudi na druge okoljske spremembe, ne, ki v bistvu pripeljajo do vse bolj težke pridelave hrane, vse več energije, vse več znanja je treba vložiti, da pridelamo enako količino hrane, kot smo jo nekoč. Davorin, vi ste tudi fotografa, ne? Ja, amaterski. Katera je fotografija, na katero ste najbolj ponosni, vam je najbolj uspela? Najbolj ponosen sem na fotografijo prvega sina, ki se je rodil. Ja, malo sem se pošalil. Se prav. Ja, v resnici imam toliko veliko teh fotografij, ne, in za vsako fotografijo je neka zgodba, na katero je človek čustveno navezan, da bi zelo težko eno samo izpostavil, ne. Niste še toliko star kot David Attenborough, ne glede na to, da imate sive lase kot ona, ne? Pa pa brado tudi, ampak vendarle on, ko sem gledal njegove začetke, ne, veste, da mu niso dovolili, da bi bil na televiziji, ker je imel prevelika ušesa, so rekli na BBC-ju, ne, potem pa vidimo, kako je šlo s temi ušesi vseh 70 let, ampak ko gledate danes nazaj, naprimer svoj arhiv, pa današnjega, a je kaj drugače? Razen, da so lepše barve verjetno, ker so fotoaparati boljši. Kar se tehnike tiče, je 100% drugače, ne? V bistvu, kar se pa motivov tiče, pa tudi, no. V bistvu tiste stare slike, ki sem še delal, dostikrat grem zdaj tja, da bi mogoče ponovil z boljšo tehniko, pa tistega enostavno tam ni več, ne? Okolje se je tako zelo spremenilo, no? Tako da je pa po svoje zanimivo, kljub temu narediti fotografijo, pa potem je primerjavo, ne? Pred recimo 20 leti, pa danes, ali pa mogoče še prej, takrat, ko sem še na film slikal, no. Velike spremembe so. A lahko še v zvoku kakšno rečeva, glede na to, da ste prej rekli, da zdaj snemate ptiče, postavite snemalno napravo, umetna inteligenca danes pa že prepozna zvoke. Kaj bi bilo, če bi, 30 let nazaj v slovenski gozd postavili takšno snemalno napravo? Ja, v resnici bi nekaj podobnega ugotovili, no, samo z bistveno večjim človeškim naporom, ne. Ker danes še vedno, no, večinoma ta monitoring, se pravi popisovanje, to pomeni, da mora en človek iti fizično in potem tam celo jutro stati v gozdu, šteti tiste ptiče, pa naslednje jutro spet iti, pa tako pa ponavljati, ne. Zdaj pa zelo bolj glasno. Bi bilo sigurno, saj v resnici v nekaterih gozdovih je še danes, ne, če greš zjutraj zarana, takrat ob sončnem vzhodu, je tako glasno, toliko teh ptičev je, da tudi te izkušeni popisovalci sploh ne morejo vsega ločiti med sabo, ne, ker je tako eno čez drugo. Ampak to traja mogoče 10-15 minut, pa se pa malo umiri, pa se pa da tudi popisovati, ne. Samo je pa vedno manj teh prostorov, kjer lahko to doživiš, to pa je res. Preden smo se usedli v studio, ste rekli, da zdaj ste mama, a ne, bolj mlada mamica, kar pomeni, da imate veliko dela zdaj doma, malce to poznam, kako to gre, pa vendarle imava zdaj obadva v prihodnosti veliko nalogo, da probava naše otroke naučiti, kako naj spoštujejo to našo naravo. Vi ste tudi profesorica, a ne? Kakšen predmet bi morda v osnovno šolo dali, če bi se to seveda dalo, če bi vas poslušali, če bi se našel tam prostor še za kakšno dodatno uro, kaj bi poučevali? Ja, jaz sem profesorica na srednji lesarski in gozdarski šoli v Mariboru, poučujem strokovne gozdarske predmete, kar v osnovno šolo več narave. Vsekakor več narave, več tega, da bi otroci spoznavali ta svet okoli sebe, da bi ga znali mogoče malo bolj ceniti, ker smo danes vsi preveč odtujeni od narave. No, jaz, ko sem v tej knjigi, ki sem jo pred kratkim izdala, no, sem se kar nekaj ukvarjala z recimo različno uporabnostjo drevesnih vrst, ne.
kako neverjetno veliko stvari smo vsi skupaj pozabili v teh letih. Ne? Recimo še v začetku 20. stoletja, pa med vojno. Skratka, takrat, ko je pač ljudem res bilo zelo, zelo težko, takrat so marsikaj znali uporabiti, marsikaj znali izkoristiti in tega znanja danes več ni. Tako da jaz mislim, da mladim manjka predvsem tega spoštovanja narave, tega zavedanja o tem, kako zelo je narava v resnici pomembna, da brez nje ne moremo, da to ni nekaj, kar bomo varovali, če bomo imeli čas pa denar pa ne vem kaj, ampak je to neka bistvena sestavina, da bomo mi lahko na tem planetu dobro živeli. In če bomo spoštovali naravo, se bo to potem poznalo čisto v vseh vidikih našega življenja. In to se mi zdi res taka ključna stvar, ključna informacija, ključno sporočilo, ki mora priti do mladih. Pri vas bom pa končal. Ko govorimo o globalnem segrevanju, o podnebnih spremembah, o posledicah, si je 99,9% strokovnjakov, znanstvenikov kar enakih. Da smo za to odgovorni tudi mi in da bodo posledice katastrofalne in da tudi so od številke, ki so jo lani zavarovalnice izplačale, naprimer za naravne katastrofe, do smrtnih žrtev, ki so posledica tako suše, lakote, velike vročine in ostalih ujem. Kaj bi pa vi, če bi imeli seveda to moč, pa bi vas povabili nekam, da bi celo leto hodili po svetu in razlagali tistim, ki odločajo, in povedali, kakšne podatke bi jim pokazali, kakšen argument bi jim dali, da se vendarle začnejo s stvarmi, ki so del našega življenja, ukvarjati drugače. Zdaj ni problema najti milijard za orožje, v tem trenutku je to seveda tema številka 1, ker seveda, če ne bomo varni, je pa čisto vseeno, kakšna je narava, ker Zemlja bo preživela. Vprašanje pa, v kakšnem okolju bodo živeli naši otroci. Ja, mogoče za odločevalce, ti, ki najbolj vplivajo recimo na naše življenje, bi bilo mogoče dobro, da bi izkusili res te ekstremne vremenske ali pa podnebne razmere, se pravi, da bi obiskali v času vročinskega vala Indijo ali pa Bangladeš, da bi videli, kako zelo težko je preživeti v takšnih razmerah. Potem, da bi videli območja, ki jih je recimo zaliva morska voda. Morja ne moramo kar tako ustaviti. Tudi Benetke s časoma bodo pod vodo, ker ustavljanje gladine morja je pa še bolj zahtevno kot recimo počasnjevanje podnebnih sprememb, ker ima morje svojo veliko maso, res zelo počasen odziv na spremembe v ozračju. Potem so pa verjetno še kakšni drugi vidiki podnebnih sprememb ali pa okoljskih sprememb, ki so z njimi povezani, da bi mogoče ti, ki najbolj odločajo, sami na svoji koži ugotovili, se pravi, ne samo z nekih dokumentarnih oddaj ali pa nekih suhoparnih znanstvenih poročil, da je zadeva zelo resna. Mogoče tudi neki podatki, ki zelo plastično prikažejo o tem, kako je človek zelo posegel v podnebje na Zemlji. Zdaj govorimo o tej magični meji 1,5 stopinje, 2 stopinje in tako naprej. Na teh številkah se v resnici ne zgodi nič posebnega, se pravi, da bi bil nenaden preskok v nekaj drugega, ampak vsaka desetinka več pomeni več trpljenja po domače na svetu, več škode. In 1,5 stopinje je pa že znaten del te razlike, ki smo imeli med poledenitvami in pa vmesnimi medledenimi obdobji. Recimo v zadnji ledeni dobi je bila Zemlja v povprečju na površju samo za 5 stopinj hladnejša, kot je danes. Ampak takrat je precejšen del Evrope, severni del Evrope, praktično večji del Kanade in pa sever ZDA prekrivalo tudi do 3-4 km debela plast ledu. To pomeni 3-krat večja sprememba, kot recimo smo jo zdaj že imeli, je povzročila popolnoma drugačne razmere na Zemlji. Zdaj, če bi mi dalj časa recimo nadaljevali z izpuščanjem toplogrednih plinov v ozračje, bi pa lahko spremenili podnebje za približno enako mero v samo 200-300 letih. Nekaj, kar se je včasih odvijalo recimo več kot 10,000 let, bi se recimo odvijalo lahko na Zemlji v 200-300 letih. In seveda posledice tako hitrega dviga temperature bi bile pa zagotovo katastrofalne. Ne moramo takole končati, dajmo pozitivno. Ja. Kje se imate najlepše, ko greste v naravo? Kjerkoli je ohranjena narava, tam jaz pač uživam. Jaz v bistvu prav zaradi fotografiranja grem dostkrat, zgodaj zjutraj še v temi, se tam uležem in potem lahko tam pol dneva, 3/4 dneva preležim, čakam, če bo kaj prišlo, fotografiram, če pač ne pride, ampak kljub temu
imam svoj tok misli, ne, in tam si marsikaj razčistim lahko. Vi, kje je največji odmik in umik? Kje in kdaj bi še jaz dodala? Meni se zdi, da je najlepši čas ravno zdaj spomladi, ko res vse zacveti, ko se ta drevesa zbudijo in vsako zimo jaz prav odštevam dneve in tedne do tega, da res se pač narava zbudi nazaj v vsej svoji veličini in cvetju, tako da zdaj je ta čas, ko je meni najlepše v naravi, sigurno. Kje? Lahko bi kar dodala. Tam, kjer je ohranjena narava, tam, kjer smo stran od ljudi, stran od cest, od infrastrukture človeka, ki rine vse posod v to naravno okolje. Pa teh krajev je kar nekaj v Sloveniji, tako da optimistično zaključimo ta pogovor. Kar. Lahko sam nekaj dodam, to, kjer je ohranjena narava, iz teh izkušenj fotografiranja, ne, ki si poiščeš en konc, nekam se zavlečeš, nekam v zadnji kot narave, doš na umir, vedno kdo pride njen. Zato vas nisem kje vprašal. Ne? Zelo malo je teh koncev, kjer bi bil res pred ostalimi ljudmi mir. Ja. O oblakih nisem nič govorila, zato ker morda je to pa res prav posebna znanost. A imate svoj najljubši oblak, ki se zdaj prevečkrat pojavlja ali pa... Ja, se prevečkrat pojavljajo seveda poleti nevihtni oblaki, negotovo. Nekateri nevihtni oblaki so zelo lepi, še posebej, če jih lepo osvetljuje sonce, ampak tisto, kar pa pade ven iz teh nevihtnih oblakov, pa pogosto ni ravno preveč zaželeno. Drugače pa med take neškodljive recimo oblake, res lepe pa sodijo tako imenovani lečasti oblaki, ki so na nekaj kilometrov nad tlemi in spominjajo kot nevelike bele leče, pravzaprav kot neke NLP-je, ne. Te pa kažejo recimo na zelo zanimive razmere v ozračju. Imamo tak stabilno ozračje brez recimo pretiranega mešanja v navpični smeri, ne, in nek ravno prav močen tok zraka, ki gre nad recimo gorskimi grebeni, v Sloveniji seveda imamo precej gora, ustvarja neko valovanje navzgor in navzdol, ne, potom, kot ga vidimo na vodi, in tam, ker se zrak dvigne, se vodna para kondenzira, nastane oblak, potem se pa na drugi strani tega vala spet zrak spusti in ta oblak izgine. In kar je zanimivo pri teh oblakih, za razliko od večine drugih oblakov, je pa to, da ponavadi stojijo na mestu. Se pravi, kljub temu, da piha, ne, pač da imamo nek zračni tok, pa so te oblaki, kot da bi bili pritrjeni na nebo, se pravzaprav ne premikajo, samo malo se spreminjajo, nastanejo, izginjajo in tako v bistvu kar zanimivo, če jih spremljamo. Koliko lepih stvari imamo povedati o naravi, samo ko jo je treba malce paziti, takrat smo pa malo bolj slabi, ko je treba kaj narediti. Ne? To se mi zdi problem, če bi nekega povprečnega Slovenca vprašali isto vprašanje, kjer oblak vam je najbolj všeč, bi najbrž rekel OneDrive ali pa kaj tazga. To je problem, ker dejansko zgubljamo ta stik z naravo, vedno bolj pa smo v tej tehnologiji, ki pa pač zahteva svoje stvari. Res je. Hvala lepa vsem trem, da ste si vzeli čas. Hvala za vse, kar ste delili z nami. Ne bomo vsako leto ponavljali, ne, ker zdaj nisem vas vprašal, ali ste optimistični, čeprav vi ste rekli, da ste, ker ste, ker se mi zdi, da podatki govorijo zase, samo od optimizma tudi prav veliko ne bo, morda res vsak začne pri sebi, kot ste sami rekli, nas je 2 milijona, ampak lahko bi bili, pa ne tako radi se v športu pohvalimo, tisti, ki nosimo to baklo za boljšo prihodnost tudi morda pri okolju. Hvala lepa še enkrat za vse, kar ste povedali in kar delate za naravo in z naravo. Hvala. Hvala, prosim. Vam pa najlepša hvala, ker ste bili z nami. Če do danes niste slišali za Davida Attenborough'a, potem morda res ne vem, če smo na istem planetu, ampak ker vem, da ste, si vendarle vzemite čas, pa poglejte na deževen dan serijo, na sončen dan, in teh bo zdaj veliko več, vsaj prej sem slišal to vremensko napoved, ne, si pa vzemite raje čas, se sprehodite po naši naravi, poglejte, kaj vse imamo in se vprašajte, kaj lahko naredimo, da bomo to obdržali tudi za naše zanamce. En lep pozdrav, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.